Dobrodošli, lep, dober večer na ta petkov večer. Kako ste, kaj? Evo ga, takole, imamo danes ponovno meditacijo, torej prebujanje v resnični jaz. Tako da vas lepo pozdravimo vse skupaj. Ste že preklopljeni, se vse sliši, vidi, mogoče samo malo napišite, toliko da vidimo tehnično, če vse štima. In bomo šli potem že na našo tematiko, tako da smo v živo na vseh kanalih in čakamo, da samo napišete. Tukaj pozdravljamo Nado, živijo, Katarina, živijo, Horvat, živijo, Vlasta, pozdravljeni, Joži, pozdrav z Notranjske, prvič z vami v živo, super, malo napišete tudi, s kje nas spremljate, toliko da vidimo, kako smo danes pokrili Slovenijo. Suzana, srček, dobro večer, živijo Suzana. Jožica, lepo pozdravljeni, živijo Jožica. Marinka, dobro večer, živijo Marinka, po dolgmu cajtu, Mateja, tudi dober večer, Mateja, živijo. Tukaj Marija tudi, Nenah, Vida, živijo. Tatjana, dober večer, Sebastian, dober večer, živijo vsem. Izabela, tudi Božidara, Marija, dober večer vsem, se veselim druženja, odlično Marija, tudi jaz. Brigita, dober večer, Violeta, živijo z Ribnice. Sara, hello. Brigita, Suzana, vse ok, se štima ok. Iz Ljubljane, Melita, super. Tako da evo, se dogaja, tako da se vidi, sliši. Tukaj še posebej pogledam. Ok, kako smo kaj v teh časih? Končno sonce, smo dočakali. Tako da je pred drugačna energija, tle v Ljubljani smo imeli kar dolg neko to nizko oblačnost in tako. Tako da ja, smo pripravljeni, februar se je začel, ni retrogradnih planetov, čaka nas v nedeljo močna polna luna, menda v levu, Tako da bo kar ogenj, energija ognja, leva, gremo v akcijo, gremo se prebuditi v resnični jaz, to je ta moč naše srčne namere. Upam, da ste si napisali na papir, da ste si dali to srčno namero, mogoče malček zapišite. Torej, kaj bomo danes spuščali, kaj je tisto glavno, ključno, kar vas zdaj žuli, kar vas muči trenutno v življenju, torej vsakodnevnem, kje imate mogoče največji izziv, mogoče kakšen odnos, kakšno ključno osebo, mogoče v zdravje malček heca, mogoče finance, mogoče odnos z otroci, partnerstvo, z starši, karkoli bo. Bomo šli skupaj v ta proces in bomo spuščali vse tiste stare energije, torej vse tisto, kar nam več ne služi, in se prebujali v ta resnični, pristni, iskreni jaz, torej tisto, kar v bistvu sami temelji zavedanja smo, ampak smo dostikrat pozabili zaradi, vemo, vseh vzorcev, konceptov, stališč tega življenja, prejšnjih obstojev, vplivov prednikov, kolektivnega nezavednega in tako naprej. Torej vsi te vplivi, vemo, vplivajo na nas kot na čisto zavest. Vse, kar smo doživeli v tem ali pač prejšnjih inkarnacijah, dejansko nosimo s seboj, zapisano nekje. In zdaj smo na točki preloma. Na točki preloma leto 23 je zelo pomembno in je prehodno leto, preko katerega bomo mi v 24 v bistvu kreirali in še več v 25 potem poželi vse tiste sadove našega dela. Torej dejansko lahko zdajle je idealen čas za delo na sebi, za čiščenje nezavednih blokad, vzorcev, konceptov, stališč. To sem jaz govoril že 15 let nazaj, takrat me še kaj dosti ljudi ni slišalo, ampak zdaj pa smo na tej točki preloma, ko se pa dejansko vse to, kar starodavna znanja, duhovna, velikokrat iz vzhoda učijo, že tisočletja danes znanost znanstveno dokazuje. Torej kvantna fizika, epigenetika, kognitivna nevroznanost nam danes dokazuje, da se mi v resnici lahko spremenimo, torej da lahko napredujemo v smeri naših ciljev, želja, hrepenenj, boljšega zdravja, lepših odnosov in tako naprej. Ampak seveda vedno, kot rečem, je najprej potrebno se za to odločiti, torej odločitev iz srca, brez tiste figice v žepu, bom jaz malo takole delal približno na sebi, ampak nočem se v resnici spremeniti. Prej smo imeli že, z Aleksom sva že snemala tudi nove studijske meditacije, ki jih boste dobili vsi, ste prijavljeni že tudi na mojo bazo, na novičke, tako da tisti, ki še niste, se prijavite, boste dobili tudi mail, sicer pa tudi vsi novi, bodo dobili potem avtomatsko ta novi mail, kjer pač vodim, vmes je več tišine, vodim najprej v stik z kvantnim enotnim poljem ali pa tukaj v stik
z izvorno esenco v srce. Tako da bomo videli, kako bo danes meditacija šla, in vmes je potem več tišine, tako da je nekje obe meditaciji sta po 20 minut. Tako da boste dobili vsi, ki ste prijavljeni na mojo bazo, na novičke na spletni strani, potem te posnetke, in lahko potem večkrat delate po posnetkih. Tukaj bomo pa danes naredili to transformacijsko, torej meditacijo, kjer pa bomo preobražali te stare energije in slekli to staro kožo, ki nam več ne služi. Ok, ste za, super. Bomo malo pogledali. Ivanka, dober večer, tudi iz Hrvaške vas spremljamo. Lepo, Hrvaška, super, bravo. Lepo, Rozanda, živijo, Rozanda, tudi tebi. Jasna, tudi dober večer, živijo. Nataša, Maja, hello again, hello. Ja, prej smo imeli tudi delovno skupino z našimi sošolkami in enim sošolcem, Šole za življenje Ananda smo imeli to delovno skupino, kjer smo malo vadili, malo smo se pogovarjali torej o izzivih, o procesu terapije, kako v bistvu ohranjati notranji mir, stik s seboj. In smo res ugotovili, da včasih lahko samo parkrat globoko vdihnemo, izdihnemo, in se malo pokonektamo s seboj, torej povežemo s seboj, torej gremo iz uma, malo dol v srce, občutimo hvaležnost, odpremo srce in enostavno je takoj lažje, takoj smo v miru, v tej pristni srčni energiji in je dejansko potem drama postopno odpade. Tako da res ne rabimo včasih veliko. Če imate kdaj stisko, krizo, dejansko samo dajte malo zadihati. Tako, kot bomo pred meditacijo, se umiriti mentalno, čustveno, miselno in enostavno zaupati v to, kar smo. Ker dejansko, ko se mi povežemo z izvorno energijo, s tistim resničnim, pristnim jazom, lahko šele v resnici potem prejmo srce in takrat se naše življenje spremeni. In spremeni se dejansko zavedno. Ko se iz srca odločimo, potem nas nič ne ustavi. In lahko res z iskrenim, poglobljenim delom na sebi spremenimo v bistvu vse. Morda celo tisto, kar je začrtal sam Bog. Tako da ja, vse je mogoče, imamo v sebi neomejene potencijale za popolnoma srečno, radostno izpolnjeno življenje, ampak seveda moramo se odločiti, rabimo biti seveda odločitev, iskrenost do sebe in pa pogum. Da gremo in naredimo do konca, brez omahovanja, brez malo bi, malo ne bi, brez jamljanja, pretvarjanja, brez vloge žrtve, ampak enostavno, ko se odločiš, narediš. In to je to. To je tista energija, ko si dejansko povezan z izvorno energijo in takrat se okreiraš in dejansko si to, kar v resnici si. In vse te lažne energije, lažnega jaza odpadejo. In bomo šli zdaj malo, predno gremo na meditacijo, tako da vam malo povem, po Kenu Wilberju pač obstaja teh več faz, stanj zavesti, stopenj razvoja. In najbolj pomembna je tista faza, ko gre človek iz tega mentalnega ega, ko je pač v vlogi žrtve, na avtentični, na pristni jaz, ko res v bistvu začne živeti sebe in začne dati sebe na zdrav način na prvo mesto, torej seveda na sočuten, spoštljiv način, ampak se dejansko postavi zase iz ljubezni do sebe. In jaz v vsakodnevnih terapijah vidim, in vsak dan v bistvu imam precej ljudi, ki imajo tukaj precej izzivov, vzorcev, raznih občutkov, pač moram se razdajati za to osebo, moram vse narediti samo zato, da me bodo imeli radi, da bom ljubljen, ljubljena, sprejeta. Torej vse te dejansko energije so v podzavesti in dokler pač človek kupuje ljubezen, dokler pač ni v tem globem pristnem stiku s seboj, dejansko ne more zaživeti svojega polnega potencijala, ker enostavno živi nekaj, kar v bistvu ni on. Torej je nepristen, ponavadi neiskren, ima veliko težav v življenju. In to je v bistvu tisti prvi nivo, in ponavadi ta oseba, nekaj se rabi v bistvu zgoditi v njenem življenju, da se potem ta oseba, bomo rekli, zbudi iz spanja, da dejansko začne počasi, postopno se obračati vase, da neha ne krivi druge, 3 prsti kaže nazaj, en na izvor, Bog je kriv, drugi so krivi, ti si ta, ki rabiš prevzeti odgovornost za svoje življenje in ki se rabiš zares spremeniti. To je tisto ključno, torej osnova je prevzemanje odgovornosti zase. In človek, ki v bistvu gre iz tega mentalnega nivoja na avtentični, pristni, iskreni ali resnični jaz, in potem globe so še drugi nivoji, subtilni nivo, ki je za mene šele takrat se začne tista prava duhovnost,
Tako, kot smo pa prej na delovni skupini povedali, ne, mnogo ljudi v tej razni osebni duhovni rasti, ne, ko delajo na sebi, v bistvu mislijo, da so že duhovni, ne, da so že ful napredni, v resnici pa niso še spucali svoje sence, torej niso presegali določenih nižjih aspektov sebe, tisto slikco, ko sem dal ta ego, ne, ta lažni jaz, ne, kjer je noter in jeza in zavist in ljubosumje in nevoščljivost in zamere in vse te nižje energije, nižje vibracije, ne, torej niso to presegali, živijo v tej iluziji, ne. Ko pa človek začne s tem lupljenjem čebule, ko plast za plastjo v bistvu teh energij odpada, se začne človek v bistvu zavedati, kdo počasi prihaja v stik s sabo in se zaveda, kdo on v resnici je. In takrat v bistvu se res poglobiš v sebe in nehaš igrati to vlogo žrtve, ne? Torej drugi so krivi, ampak prevzemaš odgovornost zase. Ne? Dejansko je že avtentični jaz, bomo rekli, že en začetek odražanja naše duše, zavesti, ne? Ki je v bistvu nekako subtilno materialni, ni še čist duhoven, ne? Ampak dejansko je že bliže temu, kar je pač ta mentalni nivo, ne? Ko človek v bistvu se razdaja, ko živi za druge, ko dela tako, ko mu družba narekuje, ko drugi hočejo, ne? Ko v bistvu nima stika s seboj. In v procesu tudi meni so rekli, ne? Ko sem začel delati na sebi, ko sem se začel v bistvu spreminjati, ne? Ko sem začel v bistvu transformirati vse v bistvu te moje vzorce, ne? Občutke so mi govorili, ja, zdaj si se pa spremenil. Sem rekel, ja, vem, ja, ampak na slabš. Ne, ja, seveda za njih na slabš, ker nisem več kimal, ne, nisem več prikimal, ampak sem rekel, ne, dovolj, sem postavil mejo. Ne? In to je potrebno, ker če ne boste pač znali na zdrav način postaviti meje, vas bodo ljudje pač počrpali, vas bodo izkoristili, zlorabili, kakorkoli, pač ker smo še vedno v takem svetu, ker večina ljudi ni spucalo svoje sence, ni predelalo, ne, svojih mentalno-čustvenih dram, tega prejšnjih obstojev kakorkoli ni pomembno, ampak v bistvu živijo iz svoje ranjenosti, iz tega bogega ranjenega otroka. Ne? In potem posod vidiš zunaj grožnjo, vsi mi bodo škodovali, ne? Cel svet je nevaren, ne? In ta človek se v bistvu zapira se, ne? On gradi zidove, ne? Ni odprt, ni transparenten, ampak gradi zidove in v bistvu potem deluje v bistvu v tej nižji energiji, kjer so v bistvu te energije, kot so jeza, zamera, strah, bolečina, nemoč, žalost, ne? In bomo tudi danes se odprli na to, da pač te energije, ki jih morda nekje imate, ne? Še da to v bistvu odpade. Ne? Tako da pomembno je zares slediti temu notranjemu glasu, notranjemu stiku s seboj in iti v to zavedanje sebe. Torej, kdo jaz v resnici sem in dejansko, kaj se zgodi. Torej, kot človek počasi vidi, ponovadi se mu nekaj zgodi, hud čok, ali zboli hudo, da je na smrt bolan in takrat bi pa vse naredil, ne, da bi nazaj dobil zdravje. Ali se, ne vem, kdo ponesrečimo, kdo umre, ali ne vem, doživi bankrot, ali doživi prevaro, ali karkoli drugega. Torej, nekaj se zgodi, da tega človeka zbudi. Ok, kaj je zdaj tle narobe? Sej sem pošten, sej sem priden, sej delam tako, kot mi reče, tako, kot sem jaz, ne. Sej sem priden, sej imam vse pet. Zakaj sem depresiven? Zakaj sem nesrečen? Zakaj sem nezadovoljen z svojim življenjem? Zato, ker enostavno ne živiš v skladu s tem, kar ti čutiš iz srca, kar želiš živeti, ampak želiš to, kar si bil sprogramiran. Da moraš to delati, hoditi v to službo, delati za druge, se razdajati, se podrejati, kimati in potem boš kao srečen. Ne, nikoli. Oseba, ne, ki je na tej stopni zavedanja, v bistvu nikoli prav zares ne more biti srečna. Zakaj ne? Zato, ker enostavno ne živi sebe. Torej, ne živi tega polnega pristnega potencijala, ampak je venomer na voljo, na razpolago, seveda vse naredi samo zato, da se dokazuje, da se potrjuje, ker v bistvu v sebi ne najde v bistvu samo sprejemanja, samo spoštovanja, ne najde te svobode, miru, ljubezni, ampak to kupuje in pričakuje od drugih. Ne? In si potem pač predpražnik, ker enostavno nimaš tega globega stika s seboj. Seveda, potem se človek zbudi in potem bi seveda vse naredil, da bi ponovno nazaj pridobil ali zdravje, ali lepši odnos, ali karkoli v bistvu izgubil. In veste, kdaj se v bistvu ljudje prav zares spremenimo? Mogoče zapište, ne, kdor bo začutil, kateri že veste, ne, smo prej imeli, kdaj se mi zares spremenimo, ne? Če malo počakam, tukaj iz Koroške, zelo zanimivo, ja, hvala. Ja,
mora biti govorjenje na začetku, zakaj? Zato, da vi ponotranite, da se vam že procesi v bistvu začnejo dogajati, ne? Ker to ni samo meditacija, ampak je v bistvu cel proces. Tako da probajte sprejeti, brez upiranja uma, vse je v redu, če pa ne, pa pač lahko se izključite, pa pržgete pol, ko bomo meditirali, ne? Tako da Tanja pa pravi, danes prav pašeš, kaj to pomeni? Ok, Mija, lep večer, Nada, dober večer, Sonja, živijo, to so vsi moji, ne, se poznamo, Damjana, Rozanda, tudi hvala in hvaležnost, super. Tudi jaz sem to slišal, spremenil si se in to na slabše, ja, itak, ne, in kako nič mi ni bilo jasno, zdaj pa razumem, hvala, no, evo, to je to, ne, ker zakaj ljudje v bistvu nočejo, ne, tega je zato, ker nas hočejo držati v tem primežu, ne, v tej ujetosti, v tej majhnosti, ne, da boš ti spet delal tako, kot oni hočejo, ne, in potem, kaj se zgodi, ker se ti spremeniš, ko rečeš odločno ne, ko postaviš pač to mejo, enostavno ne marajo te, ne, pač eni te hitro zavržejo, si nič vreden, te blatijo, te lažejo, ne, govorijo o tebi slabo in tako naprej, pač to je del njihove iluzije, ker ne zmorejo, v bistvu ne, mentalni ego, ne, ta lažni jaz nikoli ne more prenesti te pristnosti avtentičnega jaza, kaj šele, da ne govorimo o višjih nivojih subtilnega jaza, kauzalnega ali pa nedualnega, ne, to so pač te stopnje zavedanja, ne. Enostavno ne zmore, tista drama malega ega se enostavno sesuje v praha, ne, in tista njegova nizka vibracija, ker jaz se zavedam, da s to pristnostjo včasih koga ziritiramo, ne, in komu se prežgejo kakšne bolečine, lahko mu očeta sprožim, lahko mama, lahko karkoli. To je vse ok, to je vse del procesa, tako da če se vam to dogaja, ne, je vse ok, ne, probajte iti vase začutiti, kjero energijo, ne, v vas je ta energija zdaj sprožila. A je to oče, ki mu zamerite, a je to mama, a je to, ne vem, nek bivši partner, partnerka, kdorkoli, ne. Probajte se obrniti vase, ne se ukvarjati z drugimi, ne z mano, ne z drugim svetom, ampak pejte vase. Pogledajte svoje resnici v oči, če želite, če izberete, če ne, tudi ni treba, ne, lahko si še naprej lažete ali pa lažemo kakorkoli, ampak v tem letu in v prihodnosti bo potrebna brutalna iskrenost, ok? Vse laži samemu sebi, sprenevedene pretvarjanje, vse to ne bo več delovalo, ne, in bodo preizkušnje tudi težke, tako da enostavno smo prišli do te faze, do te točke razvoja, da je potrebno se obrniti vase in nehati kriviti druge, nehati se ukvarjati s celim svetom, ok, mi sveta ne moramo spremeniti, spremenimo lahko edino sebe in veste, kdaj se spremenimo? Takrat, ko se sprejmemo, točno takšne, kot smo. Z vsemi plusi, z minusi, z napakami, itd., ok? Torej, še takrat, ko se zares sprejmemo, lahko to, kar pač nam več ne služi, odide, odpade, a ne? Zato zdaj, ko bomo šli tudi v proces transformacije, vas vabam, da se res odprete, da dovolite si priznati, ja, tudi ljubosumna sem, tudi kdaj jezen, tudi kdaj žalosten, prizadet, ranjena, kakorkoli, vse to je še nekje v meni, v redu je, hvala, sprejmem tudi to, ok? In ko bomo res srca z ljubeznijo to sprejeli, bo lahko to potem odpadlo, ne? In bomo lahko v bistvu se odprli na čisto eno povsem novo realnost in zaživeli eno povsem novo drugačno življenje, ne? Tako da vsi, ki ste se odločili, hvala, zelo poučne besede, Dejan, hvala, Rozanda, hvala za vse procese, ki so me, brutalna iskrenost, ja, to je to. Ajda, živijo, Ajda. Tako da evo, to je bilo nekako teh par besed za začetek, ne? Zdaj pa bi šli kar počasi v proces. Vabim vas, da se udobno namestite, zravnate hrbtenico. Jaz bom zdaj pogledal še po te muziko, kjer bi danes dali za proces. Mogoče bi kar Healing Tranquility dal zdaj za ta prvi del. Tole, tle pogledam, da tle ne mešam ekrana, tako da bom imel potem še naprej. Ok, ste za, gremo v proces transformacije, prebujanja v resnični jaz. Vas vabim, da si res date to srčno namero, torej iz srca, kaj želite opustiti in kaj želimo zdaj aktivirati, ponovno prebuditi v sebi. Ajda, pravi, še vstopam v upanju, da danes, kaj odpade, mi je zelo težko zadnje dni. Ajda, držim pesti in bomo šli zdaj lepo v proces. Ok, udobno se namestimo, se ravnamo hrbtenico, roke lepo
ob telo, da nam je udobno, lahko tudi dlani obrnete navzgor ali kakor pač vam paše. In nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta. Vdahnemo mir, ljubezen, resnico, svobodo. Izdahnemo kakršnekoli skrbi, strahove, dvome, utrujenost, obremenjenost, karkoli. Morda začutite, da vas bremeni, da vas v zadnjih dneh mogoče vleče dol. In še nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo. Lahko date tudi roko na srce. Res začutite tisto srčno povezano s seboj, z vsemi nami, ki smo sedaj nocoj zbrani, v tej srčni nameri, v tej zavestni sokreaciji. Torej, kaj je tisto, kar zares želim izpustiti? In kateri aspekt absolutne izvorne resnice želim prebuditi v sebi? Sedaj si predstavljamo, da smo na dnu hrbtenice, ob trtici, in bomo potovali po hrbtenici navzgor, dvigali kundalini energijo po čakrah, od korenske do kronske. In gremo, prva čakra, aktiviramo, odpremo energijo. In potujemo više, druga čakra, spolna, aktiviramo, odpremo energijo. Solarni pletež. Odpremo, aktiviramo. In srce, srčna čakra, odpremo svoje srce. Vizualiziramo, kako se energija odpre. In ponovna srčna namera. In še više, grlena čakra, čakra volje, izražanja. Odpremo to energijo, da bomo lahko med procesom izrazili tisto, kar je potrebno izraziti. In više, tretje oko. Odpremo, aktiviramo energijo. Bomo lahko videli resnico onkraj vseh iluzij. In potujemo še više, na vrh glave, na področje temena. Odpremo, aktiviramo energijo. Naj se ta lotosov cvet odpre, naj bo ta ananda, blaženost, zavestna prisotnost v tukaj in sedaj.
In sedaj ustvarite najmočnejšo namero, da se enostavno povežete z izvorno esenco, z absolutno izvorno pravo naravo, z resničnim aspektom, z resničnim jazom, dušo, zavestjo, oziroma lokaliziranim aspektom absolutne resnice, ki je živa na samih. In potujemo mimo las vratu, na sredino prsnega koša, desno od fizičnega srca. In sedaj bomo naredili proces potovanja v svoje globine nazaj domov. In zapustimo svoje fizično telo in se poglobimo globje. Skozi eterično telo, kjer imamo čakre meridiane, potujemo še globje. Skozi čustveno, astralno telo potujemo še globje. Skozi miselno, mentalno telo, kjer so naši vzorci, še globje. Skozi karmično telo, kjer so zapisane vse pretekle inkarnacije, potujemo še globje. Skozi intuitivno duhovno telo še globje. In se odpremo in predamo izvorni resnici in se zlijemo v to duhovno srce, to čisto zavest Kristusove ljubezni in luči. Razpustimo svojo pozornost in se zlijemo s to enostjo v srcu. Izrazite tiho namero, nameravam, da me ta paramatma, lokalizirani aspekt absoluta, potegne še globje. Se še bolj odpremo in predamo temu, kar zares je. Ponovno izrazimo to tiho namero v mislih, v svojem srcu. Kaj je tisto, kar želim izpustiti, in meditacija bo za vas šla v to smer. Jaz bom govoril na splošno, kar se bo spustilo dol, vi pa vsak ste v svojem procesu in skupaj smo v skupnem procesu in vsi delamo, vsi za enega, eden za vse. Vsi pomagamo, da prinašamo. Vibracija skupine je močna in bomo lahko skupaj lažje več balasta spustili. Sedaj potujemo v tisti čas, prostor, situacijo, dogodek, kjerkoli. Lahko je v tem življenju, lahko je še odprej, ni pomembno. Kajti, ko smo povezani z izvorno esenco, čas, prostor je iluzija. Lahko potujemo v katerikoli kraj, prostor, kjer je nastala morda neka tista ključna travma. Da smo mi pozabili, kdo smo, da smo se podredili, da smo zanikali svoj polni potencial, svoje darove, talente, notranji mir, resnico. Vsak potuje tja, kamor ga pelje intuicija in povezava z izvorom. Kajti, ko smo povezani, smo odprti na intuitivna sporočila. Lahko boste videli, slišali, čutili ali preprosto vedeli resnico. Stalno se odprete
In odgovor bo intuitivno, spontano prišel. Zaupajte prvi informaciji, ki pride v vašo zavest, ker ta je vedno prava. In potujete. Poglejte, kje ste, kaj se dogaja. Morda ste mali fantek, mala punčka. Morda ste bili nekje puščeni sami. Morda osamljeni. Morda sami jokate v posteli in starši ne pridejo. Karkoli začutite, karkoli se v klopi odpre, delamo na tem. Poglejte te energije. Kako se počuti ta otrok, ta mali fantek, ta mala punčka? Kaj čuti? Kaj se dogaja? Poglejte te občutke. Jih probate predihati, sprijeti, objeti z ljubeznijo, sočutjem. In lahko povejte tej punčki, temu fantku, karkoli začutite. In ona vam bo povedala nazaj. Iz čistega srca, iz zavesti same. Morda smo že takrat sprejeli program, ne marajo me, nočejo me. Nisem zaželjen, zaželjena, nisem vreden, vredna ljubezni. Moram trpeti v življenju, moram garati. Poglejte te vzorce, te občutke, karkoli začutite. Tako enostavno predihate, sprejmete in spustite te težke energije. In lahko sedaj vi kot odrasli jaz poveste temu otroku: jaz te sedaj vidim, jaz te čutim, jaz te slišim. Varen, varna si. Ljubim te, sprejemam te točno takšnega, takšno kot si. Vse je v redu. Ko se objamete, ko se vzamete v naročje, res začutite to ljubečo skrb do notranjega otroka, ki je v bistvu vseh nas, ki je morda nekje še vedno ranjen in prizadet. Sedaj mu vi dajte ljubezen, dajte mu sočutje. Objamite in začutite te energije sedaj. Morda je to ta energija, da bi ta otrok najraje kar odnehal in nikoli ne spelje stvari do konca, ampak vedno vse naredi na pol. Morda zaradi te ranjenosti imate težave v odnosih, starši, v partnerstvu, z otroci, kjerkoli. Poglejte te energije, začutite in povežite to s vašim vsakodnevnim življenjem. Kje reagirate kot ta ranjeni mali otrok? Iz nemoči, iz žrtve, iz nesposobnosti, ničevrednosti. Vse me itak ne vidijo, vse me ne slišijo. Začutite, poglejte v vaše življenje. Kje se oglaša ta ranjeni mali otrok? Kje kriči po pozornosti, po ljubezni, ki je ni dobil v primarnem otroštvu? Kje išče in pričakuje to od zunaj, da bo dobila? Poglejmo sedaj vse te energije. In lahko, če tako izberete, če začutite, se odločite, da boste vso to energijo sedaj izpustili. In ta lažni, iluzorni jaz, ki je ranjen, ki je prizadet, ki je v vlogi žrtve, ki je bogi, ki je nemočen. Enostavno predihate to energijo, pošljete nazaj v izvorno. In se odprete na energije, ljubezni, sočutja. Zdravljenja na vseh nivojih, in notranje moči, povezanosti, resnice, svobode, miru, samosprejemanja,
samospoštovanja, nežnosti, sočutja do sebe. Dajte res začutiti sedaj te energije, kako se res pretakajo vsa naša telesa v zavest. Kako iz te izvorne resnice, iz te svete enosti v srcu, kako res odprete srce še bolj in se res ta energija pretaka od srca in se zavedate, da imate neomejeno ljubezni, sočutja, resnice, svobode, miru, česarkoli, že od nekdaj znotraj sebe. Ampak na to smo vsi pozabili. Sedaj se ponovno spominjamo in ponovno aktiviramo te naše speče potenciale. Se na koncu lahko prebudimo v resnični, pristni, iskreni, avtentični jaz. Se kopamo in se odpiramo na te resnične energije. So onkraj vse te iluzije, te 3D realnosti, resničnosti, ki je v bistvu iluzorna in ni resnična, ki je en hologram. Se lahko odpremo in poglejmo s tretjim očesom, poglejmo, bodimo budni, odprimo za res svojo izvorno povezavo. Kajti, ko smo v srcu, smo povezani z izvorom. V resnici nikoli nismo bili ločeni, le pozabili smo to izvorno povezavo, pozabili smo, kdo smo. Zaradi tisočletja trajajočih travm, bolečin, ran, ki smo se jih prizadejali drug drugemu. Sedaj se spomnim. Čutim svojo esenco, svoj bit, dušo, spirit in čutim svojo izvorno povezanost od nekdaj. Onkraj vseh iluzij, v večnosti večnega, vsega, kar je, vsega, kar ni. Obstajam, sem božansko popoln, točno takšen, kot sem. Se zares odpremo na to izvorno esenco, to izvorno povezavo. I am prisotnosti, jaz sem. Tukaj smo vsi povezani. Onkraj iluzije smo ena zavest. Onkraj vseh teh dram, ki smo se išli. Sedaj gremo do očeta in do mame. Ko smo pozdravili tega notranjega otroka, ko je zdaj v večji ljubezni, sočutju, sprejemanju, sedaj je čas, da z eno srčno ponižnostjo gremo do svojih staršev, kajti čiščenje esence staršev je izjemno pomembno v procesu transformacije. Kdor ne bo naredil tega dela, se ne more osvoboditi. Starši so prva avtoriteta za otroka v tem življenju. Mu predstavljajo cel svet. Otrok staršem verjame, vse, kar pove, jih ima za bogove. In poglejmo zdaj srce. Koga najprej začutite, lahko je to mama ali oče. Zdaj bo šel najprej na mamo. Res začutimo to energijo povezanosti, ljubezni z mamo, ki nam je dala življenje. In povejmo iz srca mami v oči. Tudi če smo bili jezni, če smo zamerili, če smo imeli dvome, strahove glede nje, lahko iz srca izrazimo to. Mama, žal mi je, nisem znala drugače. Prosim, oprosti mi. In mama pove nazaj. Karkoli začutite. Lahko pove, da je vse v redu, da je bil to najdušni dogovor, da so se vse dogovorila že prej.
vse je v redu, vse je bilo točno tako, kot je moralo biti. Hvala ti, moj sin, moja hčerka, hvala, ker si. Hvala, da so si predala vse tisto, kar so si imela za predati. Čutite zdaj to energijo, ljubezni, povezanosti in na vaši strani globoka ponižnost, hvaležnost. Ja, mama, hvala. Hvala za vse, dobro in navidezno slabo, ker vem, da je bilo tudi to dobro zame. Hvala za vse. Moj globok poklon in moj globoko spoštovanje. Ko sprejmemo zares mamo, sprejmemo svoje življenje. In takrat šele začnemo zares živeti iz srca. In sprejmemo sebe takšni, kot smo. Dovolite, da ta energija med vama teče. V eni ljubeči energiji sočutja, resnice, svobode. Lahko še malo predihate. Spustite, če so še kakšne težke energije ostale. In celotna skupina dela, vsi za enega, eden za vse. Ko en spusti, spusti ostali. In tako se vsi zdravimo, vsi rastemo, vsi se razvijamo. Po vsem novih nivojih. Se zdaj prebujamo v resnični, pristni, avtentični jaz. Sedaj pojdimo še do očeta. Oče predstavlja obilje in nas pelje v svet. Nam pomaga, da res zgradimo dokončno tudi svoje poslanstvo. Nam tukaj pomaga. Če ne sprejmemo očeta, ne moremo zares živeti svojega polnega poslanstva. In izrazimo očetu, kar začutimo. Morda je bil odsoten, morda je bil agresiven, morda je bil alkoholik, morda je bil poln ran in svojih bolečin in ni znal, ni zmogel dati več, kot je pač dal. Poglejmo tudi njegovo ranjenost, bolečino nekje tam zadaj, od katere je vedno bežal, ker se ni želel ali pa zmogel soočiti s seboj, svojo globjo rano, globjo bolečino. Začutimo tudi v njemu tega ranjenega fantka in odpremo srce in mu pošljemo sočutje, ljubezen. In zares začutimo tisto, kar je v ozadju. Zakaj zares ni zmogel znal drugače. Na ta način lahko zares oprostimo. Lahko zares gremo še globje. In v bistvu zaceljimo, pozdravimo to rano, ki je v nas glede očeta. To zamero, ki jo nosimo mi. To jezo, to žalost, to prizadetost. Kajti dokler ne razrešimo z očetom, tudi partnerski odnos ne more delovati. In mama je seveda drugi del. Oba predstavljata ta dva pola ženske, moške energije znotraj nas. In mi ne moremo biti v ravnovesju, yin in yang energije. Moramo zdaj zares začutiti to povezanost z očetom. In mu povemo iz srca tisto, kar začutimo, da želimo izraziti. Ja, oče, hvala. Dal si vse, kar si vedel, znal, zmogel. Vem, da nisi znal, zmogel drugače. Žal mi je. Tudi da jaz nisem znal, znala drugače. Sem bil morda jezen, jezna, žalosten, prizadet, prizadeta. Sem deloval iz te svoje rane. Da te nisem videla
v polni energiji, v polni luči. Sedaj te vidim, sedaj te čutim. Vem, kdo si, in s tem vem tudi, kdo sem jaz. Moj globok poklon, moj globoko spoštovanje, dragi oče, ko pokličete po imenu. Ni pomembno, ali je že zapustil telo ali je še živ v tem telesu. Energija je večna in lahko podelate iz katerega koli nivoja, časa, prostora. Hvala iz te srčne ponižnosti, iskrenosti, iz sočutja mojega srca. Hvala za vse. Če kdo ni imel očeta, lahko je vzgojitelj, kdorkoli, ni pomembno. Vpliv je bil. Naredite na svoj način. In oče vam pove nazaj in začutite sporočilo očeta. Duša z dušo se pogovorite. To je bil seveda vajen dušni dogovor že prej. Karkoli se bo odvijalo, dogajalo, kakšen bo vajen odnos. Čutite to povezanost zdaj. In dovolite, da se te procesi še zgodijo. Izrazite še, kar čutite in slišite njega. Sedaj poglejte očeta in mamo skupaj. Poglejte njun odnos, ja, morda ni bil idealen, morda ni bil popoln, ampak vendarle v ozadju je bila ljubezen. In vi ste se vendarle rodili iz te ljubezni. Ste v sodne povezanosti vašega očeta, vaše mame. Začutite sedaj njuno energijo in se priklonite njuni ljubezni, njunemu odnosu, kakršenkoli že je bil. Spoštujte ta odnos. Kajti, če ne boste spoštovali očeta in mame, v resnici ne boste mogli živeti tudi srečnega partnerstva ali drugih odnosov v vašem življenju. Ja, hvala. Hvala za življenje obema. Hvala za priložnost, da lahko iz svojega življenja naredim tisto, kar imam za narediti, da izpolnim svoj darmo, svoj namen, tukaj in zdaj. Hvala za priložnost, vem, da je to milost. Zavedam se zdaj tega. Ponižen hvala. Vsega srca. Hvala za vse. Če pride bolečina, solzice, spustite sedaj še tiste energije žalosti, bolečine, prizadetosti. Vse, kar ste gojili nekje za mero, sedaj je čas, da to odide, da to odpade. Dovolite si, ne rabite več tega držati, ne rabite nositi teh težkih, neskončno težkih bremen, starega, lažnega ega, jaza. Čas je, da se odpremo na resnični jaz, na to, kar v resnici smo. Tam smo večni, popolni, božanski, že od nekdaj. Tam ni več nobenih težav, bolečin. Vredno je vsake energije, vse, kar vložite v to, da se prebudite v resnični jaz. Samo ja in hvala iz srca, iz sočutja, iz ljubezni. Poglejte njuno ljubezen. Hvala za to milost, da smem biti sedaj tukaj.
da smem v najbolj pomembnem času v zgodovini človeštva delati na sebi, transformirati vse, kar mi več ne služi. Imamo neskončno priložnost, da se zares osvobodimo na vseh nivojih. Fizičnem, čustvenem, mentalnem, eteričnem, karmičnem, duhovnem. Popolnoma vseh nivojih. In ta čas je zdaj. V tem trenutku. Portal je odprt. Zdaj je odvisno samo od nas. Koliko bomo iskreni do sebe, pogumni, koliko smo se zares iz srca odločili. Priznajmo si resnico, nalimo si čistega vina, poglejmo resnici v oči. Kdaj, če ne zdaj? Zdaj je čas. Zdaj je pravi čas. Točno ta trenutek v večnosti vsega obstoja. Pri polni zavesti, s polno voljo izbiram resnico, svobodo, mir, ljubezen, povezanost, pristnost, jasnost, odprtost, poglobljeno zavedanje, nenavezanost, resnico in svobodo na vseh nivojih. Sedaj bomo ekspandirali, širili to zavest, to neskončnost, tega, kar mi v resnici smo. Smo resnično ta brezmejna neskončna zavest. Smo res na tem kratkem popotovanju na planetu Zemlja. In gremo od srca in širimo energijo neskončno, ta prostor, v katerem ste, smo. In gremo onkraj kraja, kjer ste, države, če to Slovenija ali Hrvaška, kjerkoli nas gledate, spremljate. Širimo energijo navzven, Evropa, Zemlja, širimo to energijo, zavedanje. Se predstavljamo, ko smo neskončni, brezmejni, velikan, neskončna zavest. Širimo energijo in gremo mimo planetov, zvezd, galaksij, izven našega osončja se širimo, ekspandiramo v to neskončnost, v to večnost, popolnost vsega, kar je, vsega, kar ni. In se širimo še bolj skozi različne plasti, nivoje, dimenzije obstoja, vesolja. In potujemo še onkraj fizičnega vesolja. Se širimo v povsem nematerialno vesolje, duhovno vesolje. In se širimo še bolj. In ekspandiramo. Začutimo to neskončnost, brezmejnost. Kako ni ne začetka, ne konca. Le večna ljubezen je. Onkraj vseh iluzij. Začutimo sedaj res ta resnični, pristni jaz, ki je in ga tudi sploh ni. Spet je in ga ni, se zliva v večnosti, v neskončnosti oceanu vsega obstoja. In sem, in se zlijem, in spet malo sem, in se zlijem z vsem, kar je. In ta I am, in potem samo sem, in potem me ni, in spet sem. In gremo onkraj, kauzalni in nedualni nivo. Odpremo energijo, odpremo še bolj. Se širimo še bolj, še onkraj in z rokami sežemo še onkraj. In se širimo še bolj. Začutimo to sveto enost, to Kristusovo mrežo zavesti, ki se sedaj kreira, ustvarja med nami. In
Damo zdaj muziko I am now, ki zamenjava na I am now in začutimo zdaj to večnost, to popolnost tega trenutka, ki je v resnici vse, kar imamo. Vse ostalo je iluzija. In uživamo v kopanju v tej energiji, neskončnosti, večnosti, ljubezni, sočutja, miline, topline. Skončna, popolna večnost, onkraj vseh iluzij. Jaz sem ti, ti si jaz. V resnici sva eno, ena zavest, ki se prepoznava prek različnih ogledal. In tako rastemo in se razvijamo. Da se odpremo na te energije ljubezni, sočutja, hvaležnosti, ponižnosti. Zares začutimo to v srcu. Kako mi se ustvarjamo, mi se kreiramo. Ta večni popolni trenutek onkraj vseh iluzij, časa, prostora. Sedaj bomo zavestno ustvarili, manifestirali takšno življenje, kot si ga želimo živeti. In lahko iz srca sedaj ustvarite najmočnejšo namero in bomo videli, da to že je tukaj in zdaj. Torej, povejte v mislih svojo namero. Kaj želite v svojem življenju spremeniti na bolje? Kaj je tisto zares iz srca? In izrazimo s to srčno, iskreno namero. Lahko je to lepši odnos z nekom, lahko je to karkoli fizičnega, zemeljskega, lahko je to novo duhovno vodstvo, podpora, duhovna rast, karkoli začutite. Več zdravja, več obilja na vseh nivojih, ljubezni, sočutja. Karkoli začutite, da sedaj najbolj potrebujete in vam navidezno manjka, se odpremo sedaj na to. In smo hvaležni, ker smo to že prijeli, torej to se je že zgodilo. To že imamo sedaj v naših življenjih. Čutite to hvaležnost iz srca, za kar ste že prijeli. Čim več bo pozitivnih energij, občutkov, močnejša bo vaša kreacija, vaša manifestacija. Sedaj, ko ste odprti, se bo to z večjo gotovostjo zgodilo hitreje. Stavite si nek časovni okvir tega relativnega časa, kdaj želite, da se vam to izpolni. Ste hvaležni za vse izkušnje in preizkušnje, za vse iniciatorje in iniciatorke v vaših življenjih, ki so vam delali na videz zelo slabo, ampak so vas v resnici prebujali v resnični jaz. In so vam tudi oni v resnici pomagali na vaši dušni poti. Hvala vsem za iniciacijo. Hvala vsem. Moj globok poklon, moj globoko spoštovanje vsem za ta proces.
hvaležnost, da to že je tukaj in sedaj. Namaste. Pozdravljam božansko v tebi. Začutimo sedaj celotno skupino. Tisto božansko, tisto popolno, večno, kar je vsakom izmed nas. Smo nocoj tukaj zbrani skupaj. V tej spletni meditaciji stanja enosti. Prebujanje v resnični jaz. Sedaj se poglejte, kje boste čez en mesec. Kakšno bo vaše življenje, ki ste ga sedaj na novo ustvarili. In ste morda spremenili tisto pot, ki jo je začrtal sam Bog. Morda ste z vašo srčno namero, iskrenim, pristnim, poglobljenim delom na sebi spremenili potek vaše usode. In ste izbrali drugačno pot. Poglejte se čez pol leta. Kje ste, kaj počnete, glede tistega, kar si želite. Poglejte se čez 1 leto, kje ste. Gojite te pozitivne občutke, vibracije, ljubezni, sočutja, odprtosti, sprejemanja, navdušenja, radosti, igrivosti. Odpremo sedaj to energijo. In res začutimo, kje ste čez 2, 3, 4, 5, 10 let. Poglejte vnaprej. Kaj se dogaja? Z eno globoko ponižnostjo in hvaležnostjo za vse. Za izkušnje, ki ste jih že dali čez, za vse, kar še boste. Za vas, vaš razvoj, za vas napredek. Na osebni, predvsem na duhovni poti. Osvobajanje od iluzij. Poglejte še onkraj. 20 let, 30, morda več, kdor začuti. Hvala za celoten proces. Jaz sem ta večna popolna esenca, izvornega, že od nekdaj in zavedno. Hvala za milost. Hvala za darila na poti. Hvala tudi za vse težko, kar je bilo. Vse to je bilo učenje. Vse to je bila moja rast. Moj razvoj. Da spoznam, kdo v resnici sem. In potem to živim in delim z drugimi. Da doprinašam, da bodo tudi oni zmogli odpreti srce. Da bodo tudi oni videli resnico. Kajti kaj je potrebno, da postanemo velik človek? Najprej prebuditi izvorno resnico in potem to deliti s svetom, z drugimi. To je tisto, kar je vse zame smisel, namen življenja in nam lahko doprinese k naši sreči, izpolnjenosti, odprtosti. Da lahko skupaj soustvarimo lepši, boljši svet za nas vse. Da se lahko zares osvobodimo vsega, kar nam več ne služi. In se povežemo od srca sedaj z izvorno esenco, z izvorno svetlobo vsega, kar je. In na drugi strani od srca se povežemo z Mati Zemljo, da se dobro prizemljimo, da prizemljimo vse energije, potujemo preko vseh plasti, tudi do središča Zemlje, da res prizemljimo, integriramo vse te procese, ki so se sedaj zgodili, dogajali. Lahko bo proces trajal še nekaj dni, torej vzemite si nekaj časa, bodite nežni do sebe. Lahko bodo prišle še čustvene reakcije, vse to je del procesa. Brez strahu, vse bo v redu. Zaupajte, sprejemajte in spuščajte vse te energije, ki se bodo morda še v nekaj dneh pointegrirale. Torej povezani zgoraj, kakor zgoraj, tako spodaj, kakor znotraj, tako zunaj. Izvorne esence resnice. In ponovno se odpremo v srcu. Začutimo sedaj ta čas prostor. Morda fizično začutimo utrip našega fizičnega srca.
se zahvalimo sebi in drugim, vsem, ki smo sokreirali ta proces meditacije. In počasi, ko boste pripravljeni, odprete svoje lepe, prerojene oči, resnične oči. In vas vabim, da torej na Zoomu se lahko tudi javi v živo ali pa napišete v komentar vaš proces meditacije. Zelo dobrodošlo s tem, da prinašate vsem. Tudi meni je pomemben ta povratna informacija. Kako ste doživeli proces? Kako vam je bilo? Hvala vsem iz srca za ta proces in vas vabim na sodelovanje, na izražanje. Tisto, kar boste začutili, da bi podelili tudi z drugimi. En moj globok poklon, globoko spoštovanje vsem za ta proces. Hvala vam, ker ste. Počakam, da je malo zamika, kakšno minutko, da se zberete. Tlele vidim še na YouTubeu precej komentarjev tudi. Brežic. Dan, dober večer. Dober večer. Moje ime je Marin. Ja, Zdravo. živjo. Ne znam opisati, kaj sem doživel. Nimam teh besed, vem pa, kaj sem občutil. To je nekaj neverjetnega. Hvala, Aha. Dan, ker si. Hvala, ker počneš to, kar počneš, da nam daješ, da si lahko sami pomagamo. Mm. Hvala iz srca, Dan. Hvala iz srca. Hvala, enako. Simona je pa moja žena in Aha, super. to Lepo. vse skupaj se tako lepo dogaja, da hvala, Dan. Le kar na jok mi gre, ne, sploh ne znam razložiti. Hvala, Dan. Prav? Super, kako lepo. Hvala. Hvala, Moj Dan. poklon, moj poklon. Moški Hvala, se Dan. prebujate, Tudi hvala, ful hvaležen. Ja, definitivno. Hele, hvala, Dan. Jaz verjamem, da boš nekoč dobil nagrado za življenjsko delo, ampak še veliko več od tega te čaka. Ojoj, hvala. Mislim, da boš dosegel množice ljudi boš dosegel. Hvala, Dan. Hvala. Hvala, moj poklon, moje globoko spoštovanje, res. Hvala, Dan, res. Srca. Hvala, enako. Hvala, Dan. To pa je bilo noro. Še kdo bi začutil, se javi v živo mogoče, pa bomo pa še komentarje prebrali. Slobodanka, hvala Dejan, sem hvaležna za ta proces, hvala vsem solza in posebno počutje, hvala Slobodanka. Joži, kako čudovito, hvala iz srca. Tukaj še vidimo. Nada, hvala, to je bilo pa močno, hvaležna. Hvala Nada. Bernardka, do sedaj najboljša meditacija, hvala, to pa je. To pa je. Pohvala tudi, hvala. Janja, 3 srčki, hvala Janja, se vidiva drug tedna, ne. Maja tudi, hvala Maja, še enkrat Slobodanka, to smo že prebral. Joži, kako čudovito, hvala iz srca, hvala Joži. Darja, hvala ti za vse, hvala Darja. Vida, blaženo se počutim, hvala Vida. Rozanda, hvaležna nadzemeljsko, kaj takšnega se še nisem doživela. Rozanda, hvala iz srca tudi tebi. Maja, wow, kako lepo in hvala Toče. Hvala Maja, tudi tebi, naša šolka. Rad bi še povedal, Prosim. da mi še noben ni namenil toliko lepih besed, kot si mi jih ti namenil. Res? Noben. Nekaj toliko lepega, ne vem, ne znam razložiti, sam čutim to toliko dobro, da ti bom drugič razložil, ko bom prišel do teh besed, da ti bom znal povedati, prav? Super, hvala. Ja, čutim to srčno vibracijo, si odprl srce, res, bravo. Hvala, res, hvala, stokrat, hvala, prav? Ja, Hvala. hvala. Odlično. Koliko nas je zdaj na Zoomu? 36 nas je, ne? Na Zoomu, Facebooku. Da vidim. Ja, se vidim, tlele. Moram dati po destination.
44, 60 nas je na YouTubu, 38 na osebnem profilu, 44, to bomo kar dobri smo danes, na fanpageu, pa še Zoom, boš ti zaračunal, koliko nas je skupaj danes, ne? Ja, torej tam nekje, ja, 170, 180 cirka, ja, dobra skupina, se je čutil, ne? To je ta moč te skupine, ne? To je nekaj neverjetnega, no, res tole, kar skupaj kreiramo, gre kar onkraj, no, tako da, noro. Da vidimo še komentarje, Rozanda joka, ja, me veseli, kar spust, vse kar je. Vlasta, hvala, meditacija je bila krasna, hvala Vlasta. Sara, Dejan, hvala, da si, hvala Sara, enako, hvala tudi tebi za vas tvoj trud, napredek, vse, kar si že doživela, ne? Hvala Barbarija, ne? Tudi, ki te je poklicala, da si začutila, da si prišla v to našo dušno družino, tako da hvala. Zvonka, dragi Den, hvaležen sem ti za zelo globoko meditacijo, začutila sem veliko spoštovanje in ljubezen do mame in očeta, super, kot da je bila ta meditacija prav zame, hvala iz celega srca. Hvala Zvonka tudi tebi, hvala tudi zdaj, ker skupaj delava tudi ena na ena, ne, za vse tvoje procese, za vas tvoj napredek, hvaležen. Z vsakim izmed vas, ki naredite korak, tudi jaz rastem vedno in grem na višji nivo zavesti, tako da hvala res. Lijana, hvala, bilo je močno lepo, hvala Lijana. Mateja, tudi hvala Den, ker si, bilo je zelo globoko, hvaležna, hvala Mateja. Mira, srčna hvala za občutek lahkotnosti, ves čas, čudovit si v pogovoru s starši, dragi Den, si izbrani lepo noč, hvala Mira, tudi tebi, hvala za pošiljko, si mi poslala, ne, tvoje domače proizvodnje, tako da hvala. Fani, iskrena hvala Den za čudito izkušnjo, hvala tebi vsem sodelujočim, hvala Fani, enako. Mela, hvala za to doživetje prvič na ta način, hvala za te energije, hvala, enako. Fani, tudi vse dobro, enako. Violeta, hvala Den, zelo osvobajajoče, hvala. Mija, razbijanje srca, povezava starši, hvala, vedno me spraviš v jok. Mija, ja, takle imamo, ne. Božidara, prisrčna hvala za tako čudovito meditacijo, hvala Božidara. Joži, ima globok poklon nazaj, Den, hvala, blagoslov, hvala. Vesna, zelo močno doživetje, srčna hvala, hvala Vesna, enako. Srčna hvala Den, sem prisotni za vse, jasna, hvala. Majda, hvala iz srca. Mela, hvala Dejan. Darja, hvala Dejan. Darja, hvala Darja, enako. Jožica, po dolgih letih tekle solze, ni mogoče z besedami opisati, kar sem doživela, hvala Den, hvala ker si, hvala ker smo lahko s teboj, hvala, enako. Ajda tudi, hvala Den, hvala vsem, ravno to sem potrebovala, zelo hvaležna, no vidiš, super, odlično. Rozanda, močna energija, ja, res je močne. Tomaš, hvala, da sem prisotni, hvala Tomaš. Marija, res srčna hvala ti iz duše za te čudite energije, ki me osvobajajo, hvala ti Den, hvala Marija. Nives, tudi hvala za čudito doživetje, pozdrav starši solze, hvala Nives. Tanja, tudi hvala. Jožica se zahvaljuje, Mateja, razširila sem se v večnosti, srce, hvala tebi vsej skupini, hvala Mateja. Mateja tudi, ja, to je že, Nina, hvala Den, čisto onkraj, hvala Nina, naša draga Nina, lepo se vidva, ne, mislim, drug teden, menda. Ivan, evo še en moški, super, hvala, tole je bila pa globoka božanska transformacija, izjemno močna skupinska transformacija, globok poklon vsem prisotnim, hvala Ivan, hvala enako, super. Marinka, hvala ti srca, danes so bile zelo močne energije, hvala vsem, res je pred polno luno vedno močno za transformacijo, tako da evo, super. Marta, tudi veliko vaše meditacije se že meditirala, ampak tale je pa res zelo močna in božanska, iskrena, hvala za ta proces iz srca, ja, hvala Marta, enako. Ja, lepo je res takole, ko skupaj so ustvarjamo, ko skupaj so kreiramo, tako da res sem hvaležen za vsakega izmed vas, nas, ki zmore, a ne, odpreti srce, tako ko se danes vi odprli srca, ne, Jelka tudi pravi, hvala iz srca, hvala Jelka. Ja, tako da dejansko je mogoče napredovati, če se zares odločimo iz srca, torej je možno iti onkraj iluzija, ne, tako kot je tudi ime našega članstva, tako da če še koga pokliče, je še vedno odprto, ne, torej naše članstvo, mesečno osvobajanje od iluzij, prihodnji četrtek imamo že v živo, ne, saj nekateri ste tudi danes tukaj z nami, ob 19. v živo iz tega Ananda studija,
kjer imamo še več stvari, a ne tudi povemo, delamo veliko na preseganju vzorcev, take in podobne globinske transformacije. Lahko karkoli vprašate tudi v živo, ne, tako da je res ena taka globoka izkušnja. In lahko vidite, kako se čuti energija preko spleta, ne, ni pomembno, ne, čez prostor je vedno je iluzija, lahko vidimo in začutimo se pač preko ekranov tudi. Ne. Tako da vabljeni, kdor začuti, ne, mogoče Aleks daš linka, ne, si že dal, super, tako da kdor bo začutil, se lahko tudi še prijavi. Posnetki prejšnjih srečanj so tudi na voljo, tudi če kdaj ne bi mogli biti v živo, ne, vedno dobite posnetek in potem tudi gradiva in potem lahko delate tudi potem. Tako da vabljeni prisrčno tudi, da razširite informacijo naprej, ne, bomo zelo hvaležni, ne. Bomo tudi nagradili, če bo kdo seveda priporočil naprej, ne, se lahko seveda pač dogovorimo, ne, to pač interno nam napište, če pač imate izziv kakorkoli, finančni kakorkoli, če pač povabite, ne vem, nekaj osebam, ki se na vaše povabilo odločijo, vam bomo seveda omogočali tudi maksimalne popuste, tako da boste lahko z nami v živo tudi na ta način, ne? Tako da lahko sodelujete v procesu sokreacije, ker tako kot je gospod rekel, ne, več ko nas bo, ne, več ljudi bomo dosegli, hitreje bomo vibracijo v tej Sloveniji naši in tudi širše potem po svetu spremenili in bomo hitreje živeli te lepše odnose, to, kar si vsi želimo živeti. Ne? Tako da zdaj smo, ne, kot bi Boris rekel, ne, komaj začenjamo, najboljše še prihaja, ne? Tako da verjetno že marca, ne, bo en tak večji dogodek, kjer bom najverjetneje tudi jaz prisoten, tako da ne bo še zaenkrat skrivnost, ne, pustimo malo radostnega pričakovanja, tako da boste tudi seveda vsi vabljeni, kjer bomo v bistvu naredili en veliki kvantni skok za Slovenijo in potem gremo še širše v sveta, ne. Tako da odlično. Irena, hvala iz srca, super močna meditacija, hvala Irena, Nataša, hvala za prekrasno meditacijo, hvala Nataša, naša Laura, hvala, je kriči srce, ki ga vmes sploh ni bilo čutiti. Lile solze, na koncu globok mir, milina in močno biti srca. Wow. Vsakič presežeš, kar se preseči da. Hvala Dejan, ker si, hvala vsem, hvala Laura, res. En moj globok poklon, spoštovanje tudi tebi za vse, kar si, za vse, kar zmoreš. In le tako naprej. Pogumno, a ne? Super. Maja, lepa meditacija z nekaj bolečine na začetku, veliko lepih svetlobnih krogov, hvala za lep večer, je popestril že lep in pester dan. Super, Maja, odlično, me veseli. Evo, tako da odlično, zdaj bi pa povabil še našo Barbie, našo zavestno sokreatorko, ne, da še malo svoje izkušnje zdaj podeli, kaj se dogaja, pa imamo pa še malo žurke, ne, tako da zadnjih 10 minut, tako da bomo nekje potem ob 9:30 končali. Ok, Barbie, kar pridi. Zvonovi. Jaz sem v blaženem stanju, tako da... Aha, si blažena, no pridi. Blažena sem, zdravljam vse lahko. Živa, ko si. Malo sem v blaženem stanju, no, da sem z odprtimi očmi plula z vami, no, in s to prekrasno energijo in to dejansko je močno in res mi je zelo pomembno, da nas je v takem številu, z nekaterimi se že poznamo, z nekaterimi se slišimo. Tako. Tako da dejansko res mi je res pomembno, no, to moje srčno delovanje. Tako. In ko te energije se začnejo mešati in ekspanzije, to ni besed, kako je ta gospod tako lepo povedal, da me čist, me je, tako me je presunil, tako mi je dvignil, res hvala temu gospodu, no. Od Simone mož, veš. A res? Ja, se je rekel, ja. Ne se nam pridruži na članstvo, a je že? Vsej bo, ja. Ja, no, tako... To je noro. Res da se, tudi jaz nimam besed, no, tako kot on. Tako da res, ja. Se pa kar dogaja, no. Ja, ljudje kličejo, ne, ali povej, kaj se dogaja. Ja, zdaj bom pa anksioznosti, ja. Ja, saj sem tudi jaz v zdravstvu bila in zdaj pač delujem moje poslanstvo res iskreno iz srca, no. Tako da me vsak klic, ko ga slišim skoraj noči ali pa zjutraj se vedno oglasim, pa mi je to pomembno, no, da slišim, ne, lahko je, ne vem, tik pred samomorom, potem se z Dejanom skonzultirava, kam ga usmer, ali pa jok slišim, a ne. Ja, tisti jok duše, ne, to bolečino duše, to besedno. Ljudje se lomijo, nimajo več sploh nobenega smisla, s tistimi diagnozami se spopadajo in sem dam tisto sočutje, tudi kakšen nasvet, no, ko več imam te
nekako kar začutim, da lahko jaz dam avtonomijo, no. Ko sem medicinska sestra, on je pa zdravnik, potem pa mi Mava dream tima, ne? Super. Potem mi pa tudi, ne vem, ga tudi njega kadarkoli lahko kontaktiram. Tako, midva sva na vojsih vmes, ne? Jaz med terapijo, ko imam 5 minut, hiter voice Barbie, kaj se dogaja, tu gremo dalje. Tako da je noro. Res, delava, no, ko delaš iz srca, včasih rečem, koliko sem pa utrujena, ampak to ni ta utrujenost, tisto, ki mi ta žar, ko mi tisti žar zagori. Kaj je ta hvaležnost, ne? Pa mi kdo reče, pa kaj ti cele dneve delaš, lahko tudi. Če je treba, ne? Ko imamo seminar, smo cele dneve, ne? Smo sobota, nedelja in delamo skozi, intenzivno delamo na sebi, ne? To ni hecanje, to ni bežanje, to se treba soočati, ne? Treba je pogledati vase, ne? Te resnici uči in to je... Kar naporno, no? Za mental je naporno, ampak za dušo je pa osvobajajoče, ne? Ja, vedno lažje. Dejansko nam pomaga rasti in se razvijati, ne? Tako da je lepo, no? Je lepo in skupaj res, kot sem rekel, lahko spremenimo vse, tudi to pot, ki je mogoče začrtal sam Bog, ne? Ta božanski načrt, ne? Se lahko spremeni, a ne, z našo izbiro, ki je v bistvu povezana z našo izvorno esenco, ne? Vsak je pomemben. Ja, vsaka duša šteje, vsak je pomemben, ne, v 21, 21, 3, spet Kristusova zavest, skozi smo te številke, to je noro. Podpore so, ne, močne. Podpore so, vibracije, kode se pač na zemljo spuščajo zelo močne za našo podporo, za našo rast, dragi ljudje, ne, tako da smo na res, bom rekel, najpomembnejši točki, no, v znani zgodovini človeštva, da se res lahko osvobodimo zdaj na vseh nivojih, tako da pomembna leta so tukaj, ne, 23, 24, prehod za 25, ko se bo pokazalo, ne, koliko smo zares naredili, koliko smo šli naprej, res te brez figa v žepu, res polagam na srce, delajte na sebi, transformirajte, karkoli vam pomaga, delajte, ponavljajte meditacije, karkoli začutite, da vam lahko doprinese, povejte naprej ljudem, da je možno, da se da napredovati, ne, če le to izberemo, ne. Tako da ne rabimo trpeti, ne rabimo se mučiti, ne, ampak lahko skupaj lažje napredujemo, ne? Res, ja. Ja. Tako, evo, Nada te pozdravlja, in to je Svoboda, živijo Barbara, živijo Nada, si se nam pa družila, vem, da prej nisi mogla na delovni skupini biti, ne? Tako da, ja, evo, zdaj bomo pa še malo dvigali vibracijo, malo zažuramo, a ne? Tako da, vroče je v studiu, tako da, kaj bi dal danes? Bi dal... če ima kdo kakšno željo, ampak ne sme biti angleška, ker smo zdaj na Facebooku, tako da slovenska, hrvaška, kakšna mogoče malo bolj živahna, da še malo zažuramo, pa bomo dali proces, kaj imaš ti idejo? Dolgo nisem bil mlad, ajde, dajmo to. Hvala, želim dobro, ampak se po srcu. Vsi smo mladi, a veš, kako se počutimo, a ne? No, tej. Tale mi je zdaj prišla, pa bom pa videl. Lučna, se lipa. Ja, lučna je, ja. A je to Goran Karan, ne? Ja, ne, evo, gremo, malo zaplešte, zažurajte še, dajte muziko na glas, da res uživamo življenje zdaj. In da gremo na povsem nove nivoje zavesti, ok. Malo mi dej na glas bolj, če slišim, če se da. A res? Ok. In gremo, Maja, tole marca čutim, da bo nekaj precedenčnega, ja, menda res. Objema, Barbie, super sta, mladost, hvala Maja naša. In gremo, zažuramo, plešemo. Ovaj zlan, nešto staro, nešto novo, osjećam da pripada. In gremo, dugo nisam bio mlad, tvojeg poljubca. In gremo, dugo nisam bio mlad, in je bilo razloga. Pojte, plešte, Janja, hvala, krasna sta. Hvala, Janja. Marinka, zdaj se pa priključila, je šlo, ne? Živijo. Marinka, delno skupino boš pa po posnetku, ne? Poslušala pol. In gremo, ja, zdaj smo resnični, zdaj smo pristni, zdaj smo to, kar v resnici smo. Smo prebudili. Vse je prav. Tako.
In smo prebudili to energijo. Evo, tlele smo na YouTubeu, ne vidiš v živo. Tlele. Posod smo, evo. Bomo pa dali. Dajmo še. Hvala iz srca, Brigita, hvala Brigita. Ja, imejte še zdaj nedeljco, je polna luna, še kaj meditirajte, še kaj transformirajte. Tako da se bomo potrudili, da bo to, no. Gor, da ne obljubimo, da jutri imamo še eno pot v Zagreb, gremo na en event, ampak do ponedeljka bo zika, no, če ne, imate pa original posnetek, ne bomo pa dali še v tej HD obliki, ne. To moramo pol posebej narediti, če ne. Tako da evo, gremo. Nebo širi, samo ljubav vidi se. In gremo. Dolgo nisem bil mlad, dolgo poje ljubca. In še malo zažuramo. Manuela, Rožica, poklon, hvala Manuela. Je bilo razloga. Dolgo nisem bil mlad, si me oživljala. Novi kosili bi Mateja, ok, bomo dali nekaj novih kosili. Ponovadi smo dali uno, a damo za dobra stara vremena, no pa dajmo. Za dobra stara vremena, evo, dajmo tole, a ne? Ampak mi smo novi, mi smo resnični, ne? In to je to. Tako da evo, lahko kaj zamenjaš počasi. In gremo. In gremo, še tole malo, pazi lučko. Ja, pazi. Da nav študija podrla. Tak, ja. Mora griti osvetlita, veš. Gremo, zažuramo. Bilo je 8, na trgu cvieča, sem te čekal, na kraju priče. Evo, tako da verjamem, da boste imeli zdaj lepši vikend, kot je bil prej, da ste veliko spustili. Tako da, če začute, prijavite se tudi na članski program. Marca bo pa tudi en seminar, verjetno bo napredni seminar, nadaljevalni seminar sočutne komunikacije. Tako da bo odprt za vse, to po šole za življenje Ananda. Tako da bomo tudi objavili, prijavite se na novičke na dejnjaric.com, dobite tudi nove posnetke teh vodenih meditacij, kjer bo vmes za več tišine. Tako da evo, zdaj pa gremo. Kako je dobro videti te opet. Marija, sva simpatična, super, hvala Marija. Ruke na tvoja ramena, kao nekad poljubim nježno. Objem sem v studiu, super. Dobra, stara vremena. Aha, ok. No, da vidimo. Zdaj damo še tole, evo. Pa še eno za outro, pa se počasi poslovimo, evo. Takole, evo ga še tole. Aha, to je pa ta. Neka stara dobra tudi, ja. Gremo, zažuramo. Aha, tlele sem pa pozabil komentarje. Tukaj je kar nekaj še, kaj mi tole posebej ne da. Vidim še, da je bilo pokno na temule Zoomu. Vida, dobro večer, vse lepo pozdravljeni. Ja, Olga, lep večer Slovenija. Milena, dobro večer, vsem posebno dr. Dejanu. Super, hvala, da še vas pozdravljam. Vida tudi pozdravlja Stržiča. Mateja iz Salzburga, wow, tudi Salzburg imamo, bravo. Takole, Mateja, jaz sem moje življenje na glavo postavila, ko sem dobila drug sum na MS. Aha, super, zanimivo. Maja, ja, ko se spremenimo, postanemo naporni za okolico, ja, to je bilo že prej dostkrat slišano, ampak po vsem novem komentarju v stilu spremenila si se prav vesela, čeprav je zgoreno kot pritožba. Ok, Olga, hvala tebi, sem v skupini, bilo zelo močno, hvala. Zdenka se zahvaljujem tudi na Zoomu, živo Zdenka.
Milena, hvala iz srca, hvala Milena, Maja, lepa meditacija z nekaj bolečine na začetku, to sem že prebral. Vida, hvala, naj se vam povrne v dobro, v neverjetni občutki, hvala Vida, hvala. Jana, tudi Dejan, hvala, mrazenje po celem telesu vse čas in še vedno, hvala Jana. Majda, tudi Smiley, hvala Andreja, hvala bilo močno, hvala skupini, hvala tebi Dejan, Andreja. Polona, hvala za te občutke. 193 je bil vrhunec, super, bravo, hvala, si mi povedal, skoraj na 200 smo že, bravo, to pa je. Robert, hvala Dejan za lepo doživetje, hvala Robert tudi tebi, Alenka, hvala Dejan vsem. Olga, zdravila sem notranje rane, tako globoko, da sem se zlomila pod vrelci tolikih solz, našla svoj ljubezen v temi I am. Hvala Dejan, glasnik ljubezni, hvala Olga tudi tebi, bravo. Jožica, hvala Dejan za vse, tudi za tovrstna srečanja, hvala vsem, ki se prebujamo, Jožica enako. Hvala za glasbeni zbor, res ta Dream Team, pravi Jožica. Hvala, super. Matej, zakon sta, super, petkov dan za zadetek naravnost v vesolje, odlično, evo. Tako da smo še vas na Zoomu zajeli, tako da odlično. In gremo. A ne? Gremo dalje v nove zmage, ni druge. V neskončno večno popolnost, to je to. In se veselimo življenja, ker ko spustimo rane bolečine, smo še lahko radostni in igrivi, a ne? Do tega smo vsi... Ne? Zaprti, zategnjeni, tega ni ne. Najhitrejša pot je radost, igrivost, dragi moji, do osvoboditve na vseh nivojih, tako da veselimo se kot mali otroci, zdaj smo jih pozdravili. Tudi če niste tukaj mogli biti, se kar smejemo. Radostno igrivo, ne? Tako. In je vse v redu in takoj dvigneš vibracijo, ne? Ko nisi toliko strogo resen, pa nisi tako zategnjeno, ne? In tako naprej. Tako da evo, odlično. Še tale se odvrti, potem pa damo, kjero damo, no? Pa dajmo kar gladiatorja, now we are free. Tako da zdaj smo svobodni, tako da evo vam se zahvaljujemo za en tak lep, krasen večer, skoraj 200 duš zbranih v živo, kar je kar lepa številka, tako da res hvala vsem, ki ste si vzeli čas, ne, Barbie, hvala tebi za vso kreacijo, hvala Aleksu za vso tehnično podporo, ja, hvala, tako, tako da res lepo je sokreirati skupaj z vami, res je milost, je čast, kot sem vam tudi v mailu napisal, bom rekel, res en moj globok poklon, moj globoko spoštovanje vsem za ta proces. Zalivajte, delajte naprej na sebi, zalivajte te rožce. Če rabite terapijo, Barbara, številka ni 70638442, kdor bo začutil, pač da rabi karkoli support ali pogovor sočutno, naj pokliče, bomo videli, kaj lahko vam pomagamo še dodatno. Članski program prihodnji četrtek ob 19. v živo iz tega studija, tako da vabljeni srčno in gremo naprej, ne, potujemo dalje v našem življenju, a ne? Smo pripravljeni. Mi smo pripravljeni, verjamem, da vi tudi. Mi smo. A ne? Mi smo redi. Mi smo redi. Tako, radostno igrivo, evo, luškana oba zvonka, ja, hvala, Mojca, dober večer. Ko mi prišla, kaj? Mira, čudovito si nas presenetila, draga Barbara, hvala in lepo zdrav. Evo, Mira, prav, da si presenetila. Mojca, radost, igrivost, ja, to je to. Mojca, hvala za dober izbor glasbe, ta iz filma pa itak meni je na lepših filmskih, super. Ja, lepa je. Tako da evo, res hvala vsem za ta res izjemen skupen proces, ki smo ga v bistvu skupaj sokreirali. En moj globok poklon, moje globoko spoštovanje res vsem. Hvala vam, ker ste, res radi vas imamo. Ostanimo v srcu, povezani smo seveda vedno. In se vidimo, ko se zagledamo, lahko še ostanete nekaj minut, a ne? Dokler se ta muzika ne zaključi. Hvala, Barbie. Jamem. Hvala za vse. In se vidimo, ko se zagledamo prihodnič. Hvala, uživajte življenje.
Sure.